Lepo pozdravljeni. Danes je z nami Tjaša Hrovat, gledalka, ki jo večina verjetno pozna kot članico ansambla Gledališča Koper. Udejstvovala pa se je že tudi marsikje drugje. Kje, kdaj in kako nam bo razkrila danes. Lepo pozdravljena. Živa. Torej, zdaj vidim, da si ravno tik pred odmorom, ampak Gledališče Koper je to kako sprejelo, to je zdaj že tvoja tretja nosečnost v zadnjih 10 letih. Ti to kaj pravzaprav takole preseka to karierno pot, da ne rečem, se je težko vrniti nazaj? Torej, Gledališče Koper je presenetljivo dobro sprejelo to nosečnost. Se mi zdi, da na nekem nivoju celo mogoče boljše kot jaz. Tako res so bili zlati in zelo privoščljivi. Seveda preseka, ne samo kratkoročno, torej ta porodniški dopust, ampak v bistvu tudi dolgoročno, ne. Ker določene stvari pač avtomatično zaradi količine dela in prilagajanja družine tudi odpade, ne. Pa je mogoče vseeno zdaj, ko si postala mati v zadnjih 8 letih, ti je to kako pomagalo pri recimo ustvarjanju otroških predstav? Verjetno je igranje za otroke drugačno kot tisto, ki je namenjeno splošnejši, bolj odrasli publiki. Torej, na več nivojih mi je materinstvo pomagalo pri igralstvu. Sama sem mnenja tega, da je oder prostor, ki mora zaživeti, ki mu je treba vdahniti življenje. To ni neka umetno, je umetno, ampak hkrati pač je stvar igralca, da vdihne življenje. In kaj drugega je materinstvo, to, ki te še bolj spodbudi k učenju življenja, ne. Pri otroških predstavah jaz jih ne bi posebej izpostavljala, kot da mi je predvsem tam pomagala, ampak bi res zaključila v splošnem. Mogoče mi je samo lažje razumeti otroke, predvsem v tem smislu, da otrok absolutno ne smemo podcenjevati. To so zelo dojemljiva mala bitja in otroške predstave ni treba, da so prilagojene do te mere, da se pačimo, da oni razumejo, ampak razumejo že zelo mali detajl. Ampak je vseeno mogoče, ne vem, potrebno paziti na govor. Sama si ustvarila tudi nekaj otroških gledaliških predstav. Ne vem, nivo govora, uporaba besed, je mogoče pri tem treba paziti, se potemtakem samo tukaj razlikuje? So lahko zgodbe vseeno enako kompleksne, recimo? Jaz mislim, da v prvi vrsti je za otroško predstavo pomembno, da je zgodba razumljiva. Če gremo v neko res pretirano posodabljanje, moramo biti zelo previdni do kje, a ne. Se pravi, zgodba mora biti razumljiva, to je v prvi vrsti. Druga stvar, mislim, da čisto igralska, pa je mogoče pač ekspresija, predvsem pa res trenutna prisotnost, a ne. Igralec mora biti za otroka zelo, zelo prisoten, da ga ne izgubi v občinstvu. Ker pri predstavah za odrasle se to lahko zgodi na kakšne trenutke? Tudi ni profesionalno, absolutno ne, ampak prej si lahko privoščiš to v neki odrasli drami, kjer je že sam lik tudi sam po sebi malo bolj zasanjan. Kaj pa recimo odziv publike? Pri otroških predstavah včasih se zdi, da kot odrasli včasih malo zadržimo, že pri smehu recimo, nismo prepričani, če si nihče ne smeji, ali se naj tudi jaz zasmejem zdaj. Otroci so verjetno bolj iskreni glede tega. Mislim, predvsem bolj neposredni, a ne. Če jih stvar ne zanima, začnejo klepetati, če se ustrašijo, tudi jokajo, ne. Tako da ja, predvsem dobiš direkten odziv. Z enim odraslim moraš iti po predstavi na pijačo, da izveš kaj več, ne. Kako pa je recimo pri tej vmesni skupini, vem, da nastopaš tudi v predstavi, ki je namenjena maturantom, se pravi njihovemu čtivu konkretno za maturo. Kako pa je z njimi? Oni so pa ravno, se zdi, kot nekje vmes, se pravi, razumejo se že kot povsem odrasla bitja, po drugi strani jih mogoče ne zanimajo še čisto vse te tematike.
Kako pravzaprav ste recimo zastavili to predstavo? Ja, predstave za dijake, mislim, jaz moram poudariti, da dijaki kot publika so mene večkrat že presenetili. To je ena zelo hvaležna publika, res se vživijo, res spremljajo in ko vem, da imamo dijaški abonma, sem jaz mirna. Skratka, predstava, ki jo omenjaš, je bila zelo analitično narejena, ker pač je bila namenjena eseju za maturo in tudi namenjena je bila samo tistemu času, tisti pripravi, a ne, da pomagamo dijakom se pripraviti na ta esej. Bila je razdeljena na koščke iz dram in povezovali smo jih z obrazlagami, zakaj so zdaj to videli, jih povezovali drame med sabo in like med sabo in tako dalje. Tako da zelo, zelo analitična je bila ta predstava. Pa jim je bilo torej potem kasneje vse razumljivo? Ker včasih se takole sprašujemo, ne vem, sama sem Cankarja recimo vzljubila šele kasneje, po srednji šoli. Ti recimo si konkretno igrala v Antigoni, v Matičko Seženi že za časa srednje šole. Ti je bilo takrat to besedilo samo že tako zanimivo ali je bila tukaj bolj prisotna v bistvu ljubezen do gledališča? Zanima me v tem smislu, se ti zdi, da mogoče srednješolce včasih namerno preveč, da ne rečem, posiljujemo s kanonom, namesto da bi jim približali kakšno drugo, bolj sodobnejše gledališče, da bi jih najprej pritegnili vanj? Okej. Se pravi, najprej recimo to, da sem ja za časa pač svoje srednje šole se spopadla že igralsko s tema dvema. Pač to sta klasike, ki sta načeloma dijaku že predstavljene na neki način, a ne, in tako da mislim, da ne glede na to, da sta si žanrsko tako nasprotni, lahko na neki način dojameš in sprejmeš, kaj zgodba ponuja in kaj pač sami liki želijo. Kako pa zdaj dijaku bolj približati gledališče? Ne samo dijaku, pač sodobni čas je v več smislih kar težak, a ne, za gledališče. Se mi zdi, da mora dobesedno izumljati neke nove stvari, kako pač se približati gledalcu, a ne. Vemo, da je recimo poplava teh stand-upov, zdaj kako v bistvu sploh še komedijo narediti, da lahko to preseže, a ne. Če lahko en posameznik z opisom neke situacije nasmeje ljudi, a lahko en kolektiv ustvari še tako situacijo, da nasmeje ljudi. To je kar zagonetka za gledališče v sodobnem času. Jaz si sam želim čim več ustvarjalcev, predvsem pa tekstopiscev, ki so sposobni in zanimivi in kreativni na tem področju in da si upajo in da se še lotevamo teh stvari, čeprav so dosti težje za uprizoriti kot neka drama, recimo, ne. Pa na komedije prihaja več ljudi, je več zanimanja kot za recimo drame? Predvsem mislim, da gre zanimanje na ime, na neki sloves, na nekaj, kar pač je človek že videl ali pa je že navajen, že slišal vsaj, da gre pogledat, kar je škoda, ne, kar je velika škoda za stvari, ki res uspejo, ampak pač žal, ne vem, se ljudje zvečer po službi in kosilu ne spravijo še pogledati v gledališče nečesa novega, recimo. Je torej res, da prihaja v gledališče predvsem starejša publika? Se pravi, gledališče Koper se zelo trudi, da temu ne bi bilo tako, zato tudi posveča in dobesedno želi vzgojiti že otroke v osnovni šoli in tudi že vrtčevske, v smislu, da je gledališče nekam, kjer pač, da je gledališče zanimivo, no, in jih vodimo po gledališču, jim razkazujemo tudi zaodrje, govorimo o poklicih, ki obstajajo v gledališču in tako dalje, tako da gledališče Koper se res trudi, da bi vzgojilo publiko. Ne vem, kaj bi rekla, saj pravim, pač ne vem točno, kake so statistike glede na leta,
Ampak ja, čuti se neke vrste osipja. Ali tudi zato mogoče, ne vem, ste poskušali z raznimi, ko si tudi omenila, gledališče išče nove izrazne možnosti. Recimo pred leti je bila aktualna predstava Lepo je biti Koprčan. Ja. Je takšnih poskusov različnih form, preizkušanja form, mej gledališča veliko? Ja, in se mi zdi, da je prav tako. Ker tudi gledališče ne more samo biti, ampak more rasti s časom. Pa koliko časa si zdaj že v gledališču Koper? 10 let, mislim, da ja, pač 2013 je pač bilo tisto leto, ko sem začela, pred tem sem bila pa že 2 leti prej, ja, tudi aktivna v gledališču Koper, ampak da sem me prav zaposlila, je bilo pa 2013. Kako pa to, da si se odločila pravzaprav zamenjati institucijo? Prej si bila v Slovenskem stalnem gledališču v Trstu, kaj ne? Torej, po diplomi je nastalo eno tako srečno naključje, kjer sem lahko ubila 2 muhi na en mah, lahko zdaj temu rečem. Torej, Katja Pegan, direktorica gledališča Koper, me je povabila k sodelovanju, da naredim skok v eno predstavo, ki jo je režirala v Trstu. Na ta način me je spoznala ona in na ta način so me spoznali v Trstu. V Trstu so potem takoj rabili eno igralko za zamenjavo za porodniški dopust, se pravi za tisto sezono. In je to doletelo na srečo mene, ker sem res odigrala vloge, za katere sem še danes hvaležna, ker so bile prve vloge izven pač šolske varnosti, a ne, v katerih sem se preizkusila. Takoj, ko se je pa ta sezona zaključila, je pa Ajda Toman zapustila gledališče Koper in šla v Lutkovno gledališče v Ljubljano in me je klicala spet Katja Pegan, če bi jo nadomestila, in sem to z veseljem sprejela. Pa je recimo si opazila kakšno razliko med repertoarji? Slovensko stalno gledališče v Trstu si nekako mogoče predstavljamo, ima vseeno kakšne bolj, da ne rečem, državotvorne, narodotvorne predstave. Izkušnja s predstavami, v katerih sem jaz igrala, je taka, da bi lahko bile v kateremkoli slovenskem gledališču, tako da jaz nisem začutila te razlike, no. Pa je tako, recimo, dostikrat igralci pravijo, češ, ker vendarle akademija se nahaja v Ljubljani in potem ostanejo v Ljubljani, ker je tam največ gledališč, največ različnih gledališč. Ampak hkrati vsi, ki grejo ven iz Ljubljane, pravijo, da so tako lahko zaigrali v več vlogah. Se je tudi pri tebi to izkazalo za resnično, da si lahko imela več vlog naenkrat hkrati? Mislim, včasih je dela kar preveč za enega človeka, tako je. Tako da ja, v gledališču Koper nas je zaposlenih 7, od tega sva 2 igralki, sledimo pa nekim smernicam repertoarja, ki ga moramo, a ne, zadostiti, se pravi, tega dela res rata za nas kar dosti. In ja, na ta način pač lahko rečem, da sem zelo zadovoljna, da sem v tem okolju, ker sem se lahko mogoče celo hitreje razvijala, a ne. Več je prilik, več je, hitrejše so, ne, v smislu, ker nekateri dlje časa za večje vloge čakajo in tako dalje, ne. Je pa edino ta pomanjkljivost, da zaradi tega, zaradi oddaljenosti od Ljubljane in zaradi pač nenehnega angažmaja v gledališču, potem recimo ne moreš kakega snemanja sprejeti, ne, ker je to vseeno pač časovno se ne izide, a ne. Ampak kljub temu si vseeno zaigrala, tako v seriji kot v 2 celovečernih filmih, če se ne motim. Kako pa ti je kako je potem prišlo do tega, da si vendar tam tudi nastopila? Ne, saj 2, pa poglejva, tega mislim, da je bilo vseeno malo več, no. Bila sem v Kruha in iger pri Dvorniku, potem Maja Weiss me je vzela to smo bile še študentke, Skriti spomin Angele Vode, potem Završnik je delal, kako je že bila, Julija in Alfa Romeo, zdaj smo s Kozoletom snemali v Piranu
20 metrov, pa tudi TV serije so, ne, Življenje Tomaža Kajzerja, Jezero, potem Moj, tvoj, najini, pa sigurno se še najde tega, tako da ko le lahko, se absolutno ne, z veseljem odzovem. Je bila pa tudi kakšna, predvsem to so serije, ko res je na dnevni bazi snemanje, sem pač že mogla angažma tudi zavrniti, ker enostavno pač ni šlo časovno skozi. Pa to pomeni, da vas igralce kar pokličejo ali greste na avdicije, kako pravzaprav pridete do teh velikih vlog? Ker včasih se zdi, kot da se eni igralci zelo ponavljajo, ene pa vas na žalost vidimo preredko. Okej, je čisto različno. Pač veliko režiserjev si že zamisli ljudi v vlogah, v scenariju, a ne. Mogoče se celo nekateri scenariji napišejo na človeka, ne, na igralca. Nekateri te povabijo na avdicije in se pač moraš na avdiciji izkazati, in si na podlagi tega izbran ali pa pač nisi. Kar se tega tiče, je vedno ista zgodba, ni se spremenilo. Res je, pač so stari mački, ki so precej angažirani in v filmih in v serijah. Kar tudi ni naključje, a ne, ker pač se lahko ljudje potem res tudi zelo zverzirajo pred kamero. Ostali pa pač zgodbe so različne, nekatere ne zanima, nekateri smo preobremenjeni drugje, da bi zmogli še več snemanja. Tretji bi si želeli, pa še ni uspelo, mogoče še bo, a ne, in tako, ja. Pa se za ženske kaj odpirajo različne vloge? Dolgo časa, vsaj če pogledamo zgodovino slovenskega filma, najdemo predvsem te neke arhetipske ženske, se pravi mlado žensko v cvetu mladosti, potem mogoče malo starejšo femme fatale, potem pa že pridemo na mame, gospodinje, babice. Vmes skorajda ni ničesar. Se zdaj kaj odpira mogoče? Zdaj, če se ne osredotočava zgolj na film, če pogledava malo širše, se mi zdi, da sodobna dramatika, sodobni scenariji so precej zabrisali in so žensko naredili dosti bolj večplastno, bolj ne tako v funkciji, ampak bolj življenjsko. Tako da mislim, da na tem področju se, ja, dogaja neka sprememba, je vidna, je opazna. Verjetno je tudi večji izziv igrati neko večplastno vlogo, ki ni zgolj gospodinja. Absolutno. Je pa, morava priznati, to tudi igralsko delo, a ne. Lahko tudi kot igralec prebereš nekaj zelo plastno, lahko si daš pa malo več dela, pa se z vlogo malo bolj poukvarjaš, da pridejo še določene stvari, ki sploh niso bile mišljene ven, a ne. Kako pa se pravzaprav lotiš, recimo, ko dobiš neko vlogo? Že recimo, kako si igralci zapomnite takšne količine besedila na pamet? Ja, to je vedno mi je bilo to vprašanje smešno, ne, vedno. In še vedno mi je, ampak zdaj nazadnje, ko smo imeli eno predstavo na Malem odru v gledališču, kjer smo bili trije in res vsi trije z veliko teksta, sem se pa jaz sebe tudi to vprašala. Tako, ne, kako zdaj vse to, ampak enostavno različno si zapomnimo ta tekst, ne, jaz sem pač ta tip igralke, ki si ga ponavadi prostorsko zapomnim, ne, se pravi, lahko čisto neki minimalen premik, samo vem, da to naredim in pol to rečem, ne. Nekateri se pa dobesedno učijo. Jaz recimo na ta način, če pridem na vajo in reče režiser do jutri tekst, to je meni kar tema res nauči, ker se ne znam na ta način učiti, ne, dosti bolj ne vem, kako naj rečem, ja, pač prostorsko in organsko. Tega piflanja, to res ne maram. Je torej v bistvu pristop tudi kako se lotiš recimo, ne vem, raziskave, kakšen naj bi ta lik bil, odvisen tudi od pristopa režiserja, ker v gledališču Koper imate precej tudi zunanjih režiserjev, kaj ne? Ja, veliko je od tega odvisnega, režiser ima veliko on je šef predstave in precej je od njega odvisno in sploh ni nujno, da se, kako naj rečem, kar zgodi kemija
med velikokrat moramo tudi najti nek skupni jezik in pač režiser videti, kje igralca loviti in obratno, a ne. Pač mi imamo v bistvu hišnega režiserja, Jako Ivanca, tudi direktorica je režiserka, ampak vsi ostali so več ali manj pa kot gosti, režiserji. Ampak to je čisto običajna praksa, tako da to ni čudno, da režiserji potujejo. Kaj pa, če recimo pogledava, če se vrnem malo nazaj, torej k nastopanju pred kamero. Kakšna je pravzaprav razlika, če je razlika, med igranjem v gledališču in nastopanjem pred kamero? V izraznosti, a ne. Se pravi, kamera v bistvu zahteva oziroma si želi minimalizma, a ne, medtem ko oder kliče po neki ekspresiji in večji dinamiki. Je pa tudi tako, ne, tudi kamera ima Jim Carreyja, tudi recimo jaz sem igrala v 2 takih zelo intimnih dramah v Mali dvorani gledališča Koper sirote, sem že omenila. Pred leti smo imeli še Deklice ne bi smele igrati nogometa, kjer smo imeli publiko praktično meter pa pol od sebe, ne. In tudi taka igra, čeprav je gledališka, zahteva v bistvu na neki način filmsko igro, ne. Minimalizem. Pa tudi recimo to, da tam ogromnokrat ponoviš eno besedilo, medtem ko pri televiziji, pri seriji ali pa pri filmu, tega ne rabiš. No, do neke mere že, ampak je recimo mogoče razlika pri TV-serijah, pogosto pri nas snemajo z več kamerami naenkrat, medtem ko pri filmu pogosto snemajo z eno kamero naenkrat. Je tudi tukaj potem razlika, ti je katero snemanje bližje? Predvsem je razlika, ne, pri snemanjih, ker moraš ves čas nekje odzadaj vedeti, kakšen je tvoj razvoj, kakšen je scenarij, kaj je že bilo in kaj pride, ker ni treba, da se največkrat se sploh ne, no, snema po vrsti. Medtem ko pač v gledališču med predstavo imaš ti čas razviti lik, a ne. Jaz bi predvsem to razliko med enim in drugim izpostavila. Kar se tiče pa recimo serije ali pa filma, ne, ja, to, kar si že omenila, kar se kamer tiče, predvsem pa od tega, kako si voden kot igralec, a ne. A si precej prepuščen samemu sebi ali pač ti nekdo res tudi prišepne v smislu, kdaj kaj, kako, zakaj, ne. Zdaj, ko si nastanjena v Istri, se ti zdi, da se mogoče tukaj premalo snema filmov? Ja, absolutno. Mislim, Istra pa to obalno območje kliče po tem, da bi bilo s te strani, mislim, res bi bilo lahko več pokoriščenega in zdaj, ko smo snemali z Damjanom Kozoletom v Piranu, je bilo eno tako res super doživetje, a ne. Ne samo zaradi snemanja, ampak tako res, da smo dani v to okolje tukaj, no. Nam mogoče lahko zaupaš že kaj več o tem filmu? To je zdaj že v postprodukciji? Snemanje se je zaključilo decembra, tako da jaz ne bi bila preveč glasna glede tega filma. Si ne bi dovolila, je pa ja, mislim, da je koprodukcija, koprodukcijski film, in ja, slovenska drama, to lahko pričakujete. Tvoja vloga pa? Jaz sem pa učiteljica v tem filmu, ja. Ti je kaj blizu? Si bila že kdaj v vlogi učiteljice sicer? Ne, prvič. Tudi tako me je malo opozorila, smo že v teh letih, v redu je. Tako, no. Kaj pa te je pravzaprav prignalo sploh v igralski poklic, če očitno učiteljski ni bil na mizi? Torej, ta moja zgodba s tem igralstvom je tak en klopčič, ki se je pač kar kotalil. Nikoli ni prišlo do neke odločitve ali pa nikoli ni bila želja toliko goreča v smislu, da če to ne bom, pa ne vem, kaj bom, ne. Že v osnovni šoli sem hodila k dramskemu krožku, imela sem to srečo, da me je imel tudi Marjan Bevk. Marjan Bevk nas je vsako poletje za 5 dni peljal na ene take delovne tabore, kjer smo se preizkušali s plesom, z govorom, pač
blazno sem uživala v tem. Bila si na umetniški gimnaziji? Potem sem šla iz že osnovne šole na umetniško gimnazijo, kjer me pač ta strast in volja do vsega tega absolutno ni minila, ampak me je še bolj začelo vse skupaj zanimati, do tega, da sem pač se šla poskusiti na sprejemne izpite, a ne. Ampak sem napisala pod 3. za ziher. Ko sem bila sprejeta, sem si pa končno rekla, okej, Tjaša, očitno je to. In pač vztrajala. Se spomniš svojih sprejemnih izpitov? Joj, spomini, tako zelo so selektivni. Zelo se spomnim občutij, zelo se spomnim določenih stvari. Ene stvari so pa, po mojem, je to res zelo stresno za človeka, da sem jih kar zbrisala, no. Ja. Se mogoče spomniš, kaj si morala kaj narediti, kakšno izziv so ti dali, nalogo? Ja, se pravi, to, kar sem se mogla jaz naučiti in kar je značilno za prvi krog, tega se ne spomnim čisto nič. Spomnim se pa drugega kroga, ko so mi rekli, čas improvizacije bolj takrat, ne, ko so mi rekli, da naj govorim kar v svojem dialektu, jaz sem z Bovca drugače, to je tak dialekt, da ko sem jim rekla, a vi so resno. Kar v svojem dialektu in da naj pokličem svojo najboljšo prijateljico po telefonu. In zdaj sem pa pozabila, kaj za eno situacijo so mi dali v smislu, da jim moram povedati po telefonu. Te improvizacije se zelo dobro spomnim in kasneje so mi tudi profesorji povedali, da je bil to ta moment odločilen zame, kjer so rekli, njo vzamemo. Si imela drugače še kdaj priložnost sploh igrati v domačem dialektu? Ali so ti ga uspešno izbili? Ker šla si na umetniško gimnazijo že v Novo Gorico, ne? Tam že povsem drugače govorijo. Ja, ampak vseeno mi je zelo všecal goriški dialekt, kjer sem ga mogla itak uporabiti tudi v vsaki predstavi z Iztokom Mlakarjem. Tako da to v bistvu je najbližje temu bovškemu, ne, prav tega domačega, pa samo za doma. Kako pa je bilo sodelovati z Iztokom Mlakarjem? On je bil tako režiser kot igralec v predstavah. Ne, režiser, on vedno deluje v tandemu z Vitom Tavčarjem. In sodelovanje z njima je bilo vedno, kako naj rečem, zanimivo. Vsega je bilo, ampak vedno smo bili s produkti zadovoljni, vedno so bile polne dvorane, vedno smo teh predstav ogromno igrali in kaj pa je drugega uspešna predstava kot to, ne. Zdaj, če se še čisto malo vrnem nazaj, zdaj praviš uspešna predstava, ampak šla si že na umetniško gimnazijo, potem na akademijo. Si imela doma recimo podporno okolje za kaj takega? Ker veliko ljudi se recimo šele tudi kasneje odloči za igralski poklic, ravno zato, ker jih doma mogoče spodbujajo, češ, saj kot igralec pa ne boš imel veliko možnosti. Ne, se pravi, pri meni doma so v vse drugih smereh, samo umetniških ne, ampak podporo sem pa vedno imela. In nikoli niso zamahali z roko ali pa rekli, da je to nekaj, kar, ne vem, pomisli raje na kaj drugega. Ne. Po mojem, čisto zaradi tega, ker so mi dosti sledili in so dosti sledili temu, kaj si želim, v čem se počutim dobro, in to jih je vedno zanimalo in k temu so me potem tudi spodbujali. Pa si potem v bistvu že med srednjo šolo šla v dijaški dom ali si se redno vozila iz Bovca? Ne, bila sem v dijaškem domu, ja. To je bila verjetno tudi že posebna izkušnja biti samostojen že pri 15 letih? Ja, res, je. Je po mojem zelo drugače, kakor če si doma, no. Moraš kar prej ene stvari, ne. Nič slabega. Dobro, bi priporočila še kar komu drugemu. So bili strogi sicer v domu? Ne, vse se je dalo. Mislim, zdaj čisto odvisno tudi od problematike, ampak če nisi bil tako problematičen, se je vse dalo. No, super. Zdaj trenutno boš, kot smo ugotovili, že počivala, ampak v koliko predstavah si recimo trenutno aktivna? Se pravi, preden, koliko, da jih spet kar naštejem, najboljše. Torej, obnovili smo predstavo Kekec.
Ta je bila ena taka zadnjih, kjer sem se lahko še pojavila, malo bolj okrogla. Predtem smo še zaključili z abonmaji s predstavo Sirote. Potem tudi Šumato Iztoka Mlakarja je tudi še vedno na repertoarju. Birokrate mogoče bojo celo obnavljali, ne vem točno. Jure Karas, režiral je naš Jaka Ivanc. Potem 1500 lajkov so zdaj obnovili, žal pač brez mene, ampak v prvotni zasedbi sem bila jaz tam. Ta osrednji lik, zdaj bi mogla res pobrskati še malo po spominu. Kaj je še bilo aktualnega? Jugoslavija, moja dežela. Zdaj ne vem, a se je že a bojo še kaj igrali ali ne. Tudi taka malo večja. To je tudi režiral Vojnović ali je samo napisal scenarij? Ne, režiral je Marko Misirača. Se pravi, bila je koprodukcija z Prijedorjem. V večini so bili banjaluški igralci poleg nas in režiser je bil tudi iz njihovih koncev. So vas mogoče kaj vabili na avdicijo, zdaj, ko bojo tudi film posneli menda potem? Ne, nisem bila na avdiciji za ta film. Mogoče celo boljše, ker moj film za naslednje leto je v mojem trebuhu. Kaj pa recimo Kekec, ki je predvsem znan po filmih? Ste se tukaj mogoče oprijemali kaj te filmske predloge? Niti ne. Šli smo bolj na knjižne predloge. Režiserka je iz vseh teh knjig spojila zgodbe in na ta način ustvarila predstavo. Tudi tukaj Bovški naglas ni šel čez? Ne, ampak je bila pa predstava, to smo naredili že 2018, je bila predstava zelo uspešna. Takrat na tistim Pikinem festivalu smo bili vodilni, jaz sem celo dobila zlato piko za svoje vloge, tako da uspešna predstava. Pa se ti recimo tudi pri predstavah, ki jih vmes nekaj časa ne igraš, dogaja to, da če ponoviš te gibe, se boš spomnila besedila? Ja, neverjetno. Kaj vse v bistvu se človek spomni čez telo in kaj se telo spomni glede na situacijo in tako dalje. Ja. Ni pa, da bi vas na akademiji recimo učili, na takšen način si lažje kaj zapomniš? To ne, ker se mi zdi, da je ta stvar zelo individualna. So nas pa učili manevrov, kako vstopati in izstopati z vlog, ker pri kompleksnejših vlogah je to zelo pomembno, da se znaš in vklopiti, ko je to potrebno, predvsem pa sklopiti. Ker si že odnesla kakšno vlogo domov? To rata avtomatično, ne, ker si ti svoj inštrument, ne, in ne moreš pustiti tipko v službi, ampak moraš pa vedeti, kako klavir zapreti, ne. So doma že navajeni? Doma navajeni ni treba biti, ker so me na akademiji naučili dovolj dobro, da je ta prehod jasen. Koliko pa ste se recimo na akademiji, pa tudi sicer kasneje recimo ukvarjali z glasom? Je tukaj šlo predvsem za glas v smislu dovoljšne jakosti na gledališkem odru ali tudi v smislu spreminjanja glasu? Nedavno sem imela debato z enim igralcem, ki je dejal, da mogoče se, govorila sva predvsem o slovenskih filmih, ne pride do toliko sprememb v glasu, iz samega razloga, ker mogoče nimajo igralci niti dovolj časa za pripraviti se na vlogo zaradi prenizkih sredstev in morajo potem delati še marsikaj drugega. Ampak koliko recimo si se sama ukvarjala s tem delom, se pravi z glasom, ne toliko z mimiko? Torej, glas je povezan predvsem z vlogo, a ne. Če pač to ena histerična, kričeča ženska, je glas avtomatično povišan, če je to neka zelo prizemljena intelektualka, je mogoče glas avtomatično nižji. Se pravi, iz vloge ven. Da se pa narediti vlogo čisto na način, da začneš pri glasu
in kam te to pelje. Ampak to so spet pristopi, načini, s katerimi ponavadi pridejo na idejo režiserji, dramaturgi, a ne, da potem celotno skupino oziroma, ne vem, določenega posameznika potem na ta način peljejo v vlogo. Zdaj je spet odvisno od žanra. Obstajajo žanri, ne vem, risanke, sinhronizacije, kakorkoli, kjer se lahko dobesedno poigraš s tem. Sama nimam toliko izkušenj na področju, da bi štartala vlogo dobesedno iz nekega glasu. Bi se mi pa zdelo zanimivo. Kaj pa recimo tvoj pristop do komedije ali do drame? Tukaj pa verjetno je tudi na samem telesu precej razlike. Se drugače lotevaš teh vlog? Verjetno že gledalci drugače pričakujemo, da se boste odzivali na odru. Ja, absolutno. Pač komedija je matematika, ne. Kakorkoli se to čudno sliši, ampak komedija je zelo, je žanr, ki zahteva preciznost, jasne dogovore, tako zelo uigranost na visokem nivoju, zato da je v bistvu preidemo v to, da rata vse čim bolj spontano in lahkotno, a ne. Medtem ko pri drami lahko dosti bolj svobodno dihaš, lahko je tudi predstava za odtenek drugačna od prejšnje, mogoče se tudi celo predstava nadgradi in tako dalje. Tako da in pristop in rezultat, sta kar drugačna. Igralsko pa seveda, v komediji gledalec že avtomatično pričakuje, da bo zagledal tip, ne. Medtem ko pri eni drami lahko ti svojo vlogo dobesedno razviješ v eni predstavi, ne. Pri komediji gledalec pričakuje, da bo takoj jasno, zakaj in čemu si tam, ne. Koliko je pa pri tem improvizacije? Čim manj, čim manj. V bistvu igralstvo bazira na dogovorih, ne, med režiserjem, med ekipo, med igralci, zato da stvari lahko štimajo. Tako da znotraj tega se lahko vsak posameznik poigra in sprosti, pač do te mere, da ne zmoti kolega, ki ima glih tako en toliko manevrskega prostora, ne. Ampak verjetno se ti je že kdaj zgodilo, da si morala kaj zimprovizirati, ker je kdo drug pozabil ali Ja, ne? seveda, pač to so pa mislim, da ti biserčki v našem poklicu, ki se zgodijo in ki so pač tudi vir debate po predstavi, ne, v smislu enih stvari, ki jih vemo tudi samo mi, ne. Pa sicer si utrpela že kakšno poškodbo na odru mogoče? Ne, poškodbo ne, hvala bogu, ampak se je pa zgodilo na se pravi tej moji diplomski predstavi v drami smo igrali, glih tako Antigono, se mi je ponovila, ampak sem bila v vlogi Izmene, se pravi sestre Antigone. Ko sva se se pravi Izmena in Antigona sva se gugali in to sva bile na cugih, ne. In potem sva se začeli dvigovati in moj cug se ni ustavil in sem se dvignila res zelo visoko. Nisem bila nič zavarovana, samo na eni palčki sem sedela. Tisto mi bo ostalo za vedno v spominu. Kako so te dobili nazaj dol? Ne vem, tehnik se je spomnil in pritisnil drug gumb in me spustil dol. Hvala bogu. Ja, ker ponavadi ste pri takih zadevah ste verjetno dobro varovani. Ni bilo mišljeno, da se dvignemo več kot meter oziroma dva, ne. To je šlo pa potem res v nebo. Si sicer igrala že kakšno tako bolj gibalno predstavo, kjer si morala kaj plezati ali kaj takega? Ja, tudi še v času študija sem igrala v drami v predstavi Neron in takrat
v večini še študentke in študentje smo AGRFT-ja smo večinoma plesali, no, smo imeli take plesno-telesne vložke, je bilo zelo fizično in moram priznati, da mene gibalno pač teater tudi zelo zanima, no, bolj kot pevsko. Pela si tudi kdaj? Ja, pač to je neizbežno, da te tu pa tam doleti kak song, ni problema, z veseljem, ampak drugače pa ne vem, zakaj bi gledalec več kot en song mene poslušal. No, za kakšne muzikale mogoče, kaj takšnega? Je veliko igralcev, ki ima pač po mojem dosti večje kapacitete na tem področju. No, čeprav petja se tudi učite na akademiji. Ja, se učimo, zelo intenzivno, tako da tudi to mora biti in je del našega poklica. Da intenzivno pomeni, da pojete gregorijanske korale in operno petje, ali? Peli smo šansone v vseh jezikih, francoske, italijanske, germanske, tako da ja, na široko se gre učenje petja pač na akademiji. Aha, torej se niste ukvarjali samo s slovenščino, recimo? Ne. A pri petju? Na splošno? Na splošno. Mislim, ne, pri petju absolutno ne. Tudi pri plesu recimo nismo bili samo v klasiki, ampak smo šli v pač zelo sodobno gibanje, tako da. Kaj pa recimo staro slovensko izrazoslovje, recimo pri teh starih dramah, konkretno Matiček se ženi, recimo, Ja. ali pa tudi, ne vem, starejši prevodi Antigone, konec koncev. Ste se s tem tudi kaj ukvarjali? Ker verjetno je težje govoriti v tem jeziku, kot da ti je povsem normalen. Ja, je. Mislim, za časa korone smo mi v Gledališču Koper pač preko Zooma spet za potrebe dijakov takrat, mislim, da so imeli Cankarja, ne, in smo naredili ene take Zoom uprizoritve v pomoč dijakom in recimo tudi Cankar, ne, že je fejst v tem in hvala bogu je pri tem projektu sodeloval tudi Aleš Valič, ki je drugače tudi profesor na akademiji, da nam je s kakimi izrazi pomagal na način, da smo, povem po pravici, jih tudi kar zamenjali, no. Ker so ene stvari že res tako arhaične, da jih je boljše zamenjati, kot da se in igralec muči s tem in poslušalec ne razume, no. Saj, je bilo to še vedno primerno, ker da niso bili to kakšni izrazi, ki so jih morali potem recimo v maturi Ne, seveda še uporabljati? vedno v skladu samo razumevanja in boljšega podajanja, ja. Si Cankarja tudi že kdaj igrala? Cankarja igrala, takrat smo se res mogli spopasti orang s Cankarjem v teh Zoom variantah, pa še vsak teden smo imeli eno Zoom uprizoritev, se pravi v zelo kratkem času smo mogli mi to pri sebi doma naštudirati. Kaj pravzaprav je Zoom uprizoritev? To pomeni vsak pred svojim zaslonom Ja. doma? Ja, tako in ne, če sva prej govorili o igri pred kamero, kjer kamere ne smeš pogledati, je bila to čisto neka nova ugotovitev, ker tukaj smo pa v bistvu mogli igrati v kamero, ne. Tako da tisto je bila ena taka zelo zanimiva preizkušnja, ja. Misliš, da bo gledališče v prihodnosti, tako kot je bilo ravno v času korone, kdaj tudi torej posneto in bomo posnetke gledali? To je bilo recimo že popularno tudi na televiziji pred korono, ampak misliš, da je tudi v tem kakšna prihodnost gledališča ali se ne more kosati v tem primeru z serijami? Ne more se, pač mislim, da je to nekaj čisto drugega, ne. Tisto, kar je namen, da je posneto, more biti posneto in prav, da je posneto, ampak v gledališču pa želiš gledati živega igralca, ki se mu zgodijo stvari tam, takrat, v povezavi s tabo kot gledalcem in je tudi izkušnja popolnoma drugačna, tako da to se ne bi smelo spremeniti in ne sme se. Zakaj pa naj bi po tvoje ljudje hodili v gledališče? Po moje prav zaradi te izkušnje, ki jo doživiš kot gledalec v dvorani, ki jo kot gledalec na kavču. Ne glede na to, kako je lahko film dober, ne moreš, ker nisi povezan z živim gledalcem.
In je pa tudi naša naloga v gledališču pač drugačno kot pred kamero, a ne. Mi se moramo povezovati z gledalcem in začutiti, kaj za ena publika ne zgleda in na kak način pač pristopiti. Se pravi, gre za celotno dinamiko, ne samo za izid. Pa se ti zdi, da bi morali ljudje v gledališče iti večkrat, tako kot to storijo danes? Nikogar nikoli ne obsojam in niti ne sprašujem, če hodijo, ne hodijo, tudi sama sebe ne forsiram, če mi ni do tega, da bi šla nekaj pogledat. Bi pa priporočila, ker jih zna presenetiti, kaj se v gledališču z eno čarovnijo lahko zgodi. Ker se mi zdi, da grejo ljudje res tako malokrat, da enostavno sploh ne vejo, kaj to pomeni. V resnici, ne, da preveč enačijo kar s kinom, ne. Saj, koliko pa imaš sama možnost hoditi gledati predstave, v katerih ne nastopaš? Pa se potrudim, sploh pa, če me nekaj res zanima, da pa vseeno grem, no. Veliko mi olajša, če Koper pokliče nekoga kot gostujočo predstavo, ker sama se res ne, kljub pač, da grem vsak večer v službo, pa večer, ke imam fraj, da se peljem na predstavo v Ljubljano, tega res ne, to se res redko in preredko zgodi, ampak to tako pač je. Ampak če pa pride res kaka predstava ali pa če je naša predstava kaka, da grem pogledat kolege, to pa z največjim veseljem. Ravnokar je bil 8. februar, okoli 8. februarja se veliko govori o kulturi, ki pa ni tako dobro razumljena s strani vseh skozi ostali del leta. Se ti zdi, da bi kultura morala biti del naših življenj skozi vse leto? In zakaj, če? Ja, ampak tudi kultura mora biti prijazna do ljudi, se mi zdi, da gre za neko vzajemnost, a ne. Da ne sme posiljevati s sabo, ampak se ljudem, človeku približati, tako kot sva že govorili prej. Se pravi, tudi kultura mora sprejeti sodobnost sodobnega človeka, se mu prilagoditi in tako dalje. Bi si pa seveda želela, ja, da je to eno z drugim malo bolj povezano čez celo leto in da tudi ljudje nimajo tega občutka, da ne vem, jaz pa nisem za tja, ne. Mislim, tako no, te meje bi se mogle malo bolj zabrisati, pa mislim, da bi bilo bolj boljše. No, upamo, da tudi bo boljše. Tjaša, najlepša hvala za obisk v studiu. Hvala tebi. Tako, dragi gledalci, za danes je to vse. Če ste kakšen del pogovora mogoče izpustili ali se priklopili prepozno, pa vas vabim k ogledu celotnega prav kmalu na YouTube kanalu Megafon TV, kjer najdete tudi ostale. Do prihodnjič, lepo pozdravljeni.